Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Podrepna muha je odletela. Svet Akusa vladi predlaga razrešitev direktorice Tanje Muha, ker jih je zavajala. Mi dodajamo, vse, kar rabiš za šenkanje frekvenc 5G, je ena podrepna muha. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Ponosni na Izolo. Bo Izola dobila novega župana in izgubila direktorja zdravstvenega doma. Evgenij Komljanec je naslednji v vrsti zdravnikov na Obali, ki se podaja v politiko. Zakaj je služba župana boljša od službe direktorja zdravstvenega doma Izola, se bomo pogovarjali. Z gospodom Komljancem in našim stalnim komentatorjem, magistrom Sebastianom Jeretičem. Toplo pozdravljena. Dober večer. Dobro večer. Evo, gospod Komljanec, gremo kar k stvari. Zakaj je služba župana boljša od službe direktorja zdravstvenega doma? Težko bi rekli in govorili tu o boljših in slabših službah. Predvsem je potrebno pogledati v bistvu v nekem prelomnem obdobju življenja, ko človek pride do nekje, mogoče čisto iz personalnih razlogov in ko mu neko mesto nekaj da, se mogoče odloči, da bi rad naredil še nekaj več za to mesto in potem je v nekem precepu in se more pač odločiti, ali bo še naprej upravljal določeno delo, ali se poda na to pot, ko sem se jaz odločil, da kandidiram za župana občine Izola. Vi ste zdaj, koliko časa ste že direktor zdravstvenega doma? Jaz sem v bistvu direktor zdravstvenega doma že 18 let z dvoletnim premorom. Dejansko je to res že dolgo obdobje. Ja, pa imate že kar staž, ja. Staž je dolg, ja, veliko smo naredili in nekako smo prišli tudi do konca razvojnega nekega ciklusa, kjer tudi sam ocenjujem, da bi bilo potrebno storiti še nekaj več v občini Izola celi kot celoti. S tem bi lahko dobili tudi nov zagon v zdravstvenem domu, ampak seveda ne samo v zdravstvenem domu, na vseh drugih področjih, kjer bi lahko več naredili, kot se je do sedaj naredilo. Sami smo večkrat občutili v bistvu ravno ta problem, da je bilo premalo kooperacije med občino in zdravstvenim domom, s tem, da moram reči, da smo vseeno zelo korektno sodelovali, ampak manjkala je ta energija, ta preboj, ta želja po nečemu več in tu mislim, da nekako se ta izolska politika izpela in tu smo se mi nekako upeli v to našo novo zgodbo, ki bi jo radi razvijali naprej. Ja, zdaj preden povabimo še Sebastiana v debato, še eno vprašanje. Malo pa ste vendarle hendikepirani, ker ste zdaj direktor zdravstvenega doma, recimo ne morete kandidirati z sloganom "Skrajšali bomo čakalne vrste", ne? Težko bi na lokalnih volitvah s tem sloganom kandidiral. Mi, kar smo lahko postorili na lokalnem nivoju, smo tudi postorili v našem zdravstvenem domu Izola. To so predvsem lahko parole, ki lahko kandidiraš na državnozborskih volitvah in v bistvu na Republiki Sloveniji večino tega je odvisna od zakonodaje v državi in tudi od financiranja, ki je na državnem nivoju. Res, da se da z nekimi majhnimi intervencijami pomaga tudi iz lokalnega proračuna, ampak to so predvsem, bi rekel, izjeme kot pravilo in to nekako se ne bi smelo dogajati. Zdravstvo pač mora biti financirano iz obveznega in neobveznega zdravstvenega zavarovanja. Razumem. Sebastian, zdaj Izola je neke vrste, dajmo tako reči, malo provokativno, grdi raček slovenske obale, ne? Ko pomislimo na slovensko obalo, pomislimo recimo na Koper, Piran, Portorož, tako naprej, nazadnje mogoče na Izolo. Kako ti razumeš ta slogan "Ponosni na Izolo", kot je tudi ime pač liste gospoda Komljanca? Na kaj recimo v Izoli je lahko človek ponosen? No, Izola je že pred leti imela zelo močno lokalno identiteto in ponos, tako da mislim, da je tukaj zelo dobro zadev s tem sloganom. Najprej čisto na kratko, da bo korektno do gledalcev, moram povedati, da se z Evcem že zelo dolgo poznava in sem bil pred meseci zelo vesel, ko sem slišal, da bo kandidiral, ker mislim, da ima vse kompetence. Zato pa sem bil tudi... Zdaj si skoraj tako povedal, kakor da zdaj nisi več vesel. Zato, ker sem pa malo žalosten, ker je zaradi, mislim, nekega nesmiselne zadeve na Facebooku pred kratkim izgubil podporo mojega župana Borisa Popoviča in mogoče ravno to vezano tudi na to vprašanje. Tam je bila, mislim, da res po nepotrebnem
nekako, torej ena komentatorka je napisala, da bi bilo fajn, da se tudi Izola razvija tako kot Koper. In jaz razumem, da je odskotu nekaj drugega povedati, ampak je izpadlo tam kot Izola je nekaj drugega, Izola ima dušo, v smislu, kot da je Koper nima, vem, da je hotel kaj drugega povedati, no, ampak zaradi tega, bom rekel, malo brezveznega zapleta, bo mogoče malo več turbulenc na teh lokalnih volitvah. V vsakem primeru pa Izola je imela, bom rekel, neko lokalno močno identiteto. V času Brede Počani je recimo bilo to še posebej izpostavljeno, mesto je tudi zelo zaživelo. Vedno je bila sicer neka primerjava, Portorož 5 zvezdic, Izola 3 zvezdice, ampak Izola je znala tudi dober žur narediti, turisti so se v Izoli vedno dobro počutili, če tako gledamo, imajo eno lepših plaž pri svetilniku, tako da se povem drugače. Res je, da Izola že dolga leta zaostaja v razvoju, tako kot Piran in drugi kraji, in vsi zaostajajo nekako za ritmom, ki ga je dal Koper. Mislim pa, da če danes pogledamo, ima Izola mogoče celo največji razvojni potencial v situaciji, ko je, ker ima ogromna zemljišča na voljo za investicije, tega, ker recimo v drugih krajih nimamo, ker so ti prostori že zelo zapolnjeni. Ja, razumem. Kako je zdaj s tem, gospod Komljanec, da končamo to debato, evo, da ne boste zdaj, da se ne bo vaša kandidatura zlomila na enem komentarju na družbenem omrežju? Kako je zdaj s to zadevo? Ma Koper dušo? Kako je s tem? Vsi mi in vsak, dokler je živ, ima dušo in to je povsem jasno. Tu gre v bistvu za določene stvari, ki so iztrgane iz konteksta. Tu dejansko je šlo za neko filozofsko debato, kjer smo v neki distinkciji in umestitvi Izole v neko obalno področje razvili neko debato na Facebooku, kjer je bilo povedano, da dejansko Koper je Koper, Portorož je Portorož, Izola je Izola in Izola išče. In naš slogan med drugim je tudi, da Izoli damo novo identiteto na, bi rekel, to staro neko podlago in tradicijo, ki jo ima. In hkrati ravno tu bi rad poudaril, da naš slogan je, da Izoli vrnimo dušo. To pomeni, da če Izoli vrnemo dušo, pomeni, da zdaj nima ravno ogromno duše, ampak je nekje po poti izgubila. In tudi naš, bi rekel, slogan je, da moramo Izoli vrniti dušo. Se pravi, da tu težko bi kakorkoli pač te besede, ki so bile položene v usta, niso bile tako zapisane. Gre samo za v bistvu čisto, bi rekel, filozofsko pristop, kako Izoli vrniti dušo, s tem, da je logično, da Izola ne more imeti take duše, kot ima Portorož, in ne more imeti take, kot je Koper. In tudi v bistvu Izola more iskati svojo identiteto ravno na teh temeljih, ki jih ima. Če samo pogledamo recimo osnovne parametre, s čim razpolaga, Portorož ali Koper, pa če vzamemo za primer Koper, Koper ima recimo 34 milijonov investicijskega denarja na leto, Izola ima 4. Se pravi, Izola mora v vsakem primeru najti neko novo pot, svojo pot, kjer bo v določenem delu različna od Portoroža in Kopra in skozi to nekako se umesti v prostor. Predvsem pa dolgoročno menim pa, da lahko vse skupaj povežemo in ima cela obala eno dušo, ki se bo prepletala lahko iz 3 duš in tu ne vidim nobenega problema po sodelovanju, kajti že danes, če pogledamo Izolo in Koper, predvsem za povezavo obalne ceste, kar je velika pridobitev, tu moram pohvaliti izolskega in koprskega župana, dejansko sta tu naredila velik napredek in tudi s to trdo držo, ki ste jo pokazala, seveda za to držo moraš imeti veliko politično moč, zato tudi mi kandidiramo zelo, bi rekel, nekako ambiciozno, kajti tudi mi v Izoli za določene premike bomo rabili veliko moč, kako ima gospod Popovič v Kopru, kajti le za veliko politično močjo lahko. Kako je zdaj s to podporo gospoda Popoviča? To vam koristi, vam ne koristi ta podpora, javno izrečena, je še kakšna druga možna? Kako je s tem? Ampak mi se s tem ne ukvarjamo. Mi dejansko smo gibanje, ki znotraj Izole že smo povabili vse k sodelovanju. Se pravi, vsi so dobrodošli, tudi v našem gibanju so v bistvu ljudje, ki so iz različnih strank, tudi iz različne veroizpovedi, različnega prepričanja političnega, od levih do desnih. In mi želimo to povezavo najprej ustvariti znotraj Izole in dejansko tudi potem kasneje na nivoju obale. Če hočete, lahko tudi na nivoju Slovenije. Predvsem pa nas zanima zaenkrat obala, tako da mi želimo podporo od vsakega, ki nam želi podati, tako kot piranskega župana, tako tudi od koprskega župana. Seveda, če on pač tu vidi trenutno kakšne probleme, je to
pač mi trenutno ne moremo narediti in tudi se ne moremo s tem ukvarjati. Mi kandidiramo v Izoli, s tem, da so vsi dobrodošli, ki podpirajo našo idejo o lepi in v redu Izoli in tudi v lepi obali. Kajti tu bomo preslej mogli sodelovati vsi skupaj. Sebastian, zakaj po tvoje, recimo na obali je zelo veliko teh kandidatov za župane ali pa tudi županov potem v končni fazi iz zdravniških vrst, ne? Imamo gospoda Klokočovnika, gospoda Gantarja, gospoda Bosmana, zdaj gospoda Komljanca. Zakaj po tvoje, recimo, se ravno na obali zdravniki nadpovprečno, da jim tako reči, v Sloveniji odločajo za župansko kandidaturo? To se je začelo nekako leta 2006, ko je recimo Boris Popovič kot Koper je naš, prek Izole je naš in Piran je naš, pomagal v zmagi Klokočovnika in Gantarja. Takrat je bilo vse naše, ne? Takrat se spomnim, da je eden od razlogov bil, da je obstajala neka raziskava na evropski ravni, torej tudi v zahodnoevropskih državah, kjer so ugotavljali, kakšni profili ljudi najlažje premagajo recimo dolgoletne politike. In so ugotovili, da so to v glavnem zdravniki. Mislim, da je razlog enostaven. To so ljudje, ki so, dajmo reči, neko vozlišče medčloveških odnosov, ljudje, ki imajo ogromno stika z različnim tipom ljudi, kar je izjemno pomembno, ampak imajo še nekaj drugega, ne? Obstajajo drugi profili, ki recimo imajo stike, frizerke, taksisti, vrsta drugih ljudi, ki recimo ima ta del. Mislim pa, da je tle bistveno tudi to, da se jim pripisuje neka kompetenca. Ne? Recimo zmagati na volitvah, ki so personalne, torej županske, je treba jasno imeti prepoznavnost, če ne imaš velike težave, pozitiven čustven odnos do tebe kot do človeka in tudi zelo pomembno zaupanje v kompetentnost. In zdravniki so ljudje, ki nekako pri ljudeh dejansko združujejo te ključne elemente. Ne? Se je pa pokazalo včasih, da je pa mogoče tudi kakšen minus recimo pri nekaterih, da pa mogoče včasih premočen ego, ki je tudi značilen sploh za kakšne kirurge ali kaj podobnega. Ne? In tako kot so plusi, znajo biti tudi minusi, ampak vsekakor je to profil, ki je seveda izjemno atraktiven za volitve. Ne? In Obala je pač mogoče prva spoznala ta trend in ga potem od 2006 naprej nekako nadaljevala. Zdaj, gospod Komljanec, vi verjetno boste, če boste izvoljeni, boste profesionalni župan, ne? Verjetno ne računate, da bi neprofesionalno upravljali funkcijo. Ali se morda motim? Vsekakor bom profesionalen župan, predvsem pa, če se lahko navežem na gospoda Jeretiča, bi tu vseeno moral povedati, da v bistvu v politiki so vsi profili. Ne? Politik je lahko človek, ki ima od nedokončane osnovne šole do profesor doktorja z akademika. Tako da dejansko bi rekel, zakaj veliko zdravnikov se odloča za tudi, da gre v politiko, se odloča predvsem tudi zato, ker v bistvu, če že pogledamo, kdo v srednji šoli je šel za zdravnika, so bili to predvsem zelo pridni, delovni, vestni ljudje in dejansko tudi, kot je rekel, bi rekel, ambiciozni, tudi zelo, bi rekel, prizadevni za družbo in ne vidim nobenega problema, da taki ljudje se odločajo, ker dejansko, če pogledam tudi, koliko smo vložili. Saj ni treba se zdaj opravičevati, ne? Pač samo zanimivo je, ker recimo tega več na Obali. Ampak za vas osebno me zanima, gospod Komljanec, vi imate na listi, vemo, da imate kar nekaj tudi prepoznavnih imen, ne samo znotraj Izole, tudi širše v Sloveniji, tudi kakšne olimpice, nosilce olimpijskih medalj in tako naprej, ne? Jadralec Žbogar itd. Stavite vi v bistvu na listo ali bolj na svojo kandidaturo? Kako mislite, da se bojo te volitve odvile? Ne? Vemo, da je tam 10 kandidatov vas bo za župana, kar je verjetno kar veliko za eno tako manjšo vendarle občino. Kako mislite, da se bojo te volitve zdaj odvile? Bojo ljudje stavili na osebe, na program, na listo? Ja, procenti so enaki ali v veliki ali v majhni občini, tako da to ni tak problem, ali velika ali majhna. Gre pa predvsem za našo idejo. Naša ideja je zrasla spontano, je v bistvu ideja Ponosnih na Izolo. Seveda so tudi imena tašna, ki so prepoznavna v Izoli. Gre za gibanje, kjer se lahko vsak pridružil, vsak je povedal, kako si želi, da bi delovali. Seveda tudi gibanje mora imeti nekega koordinatorja in zaenkrat sem to jaz. Šli smo pač v to zgodbo in dejansko želimo vnesti novo energijo, novo moč, nove ideje in tudi, da bi res to Izolo nekako, kot je rekel prej gospod Jeretič, premaknili naprej, kajti dejansko ima velik razvojni potencial. Razumem.
Sebastian, kako ti vendarle si poznavalci lokalne scene in tudi pač lokalnih volitev na Obali, kako ti ocenjuješ? Bo potreben drugi krog za župana v Izoli? Kdo so recimo glavni konkurenti gospodu Komljancu? Ne, zagotovo. Jaz sem prepričan, da bo potreben drugi krog, ker je res veliko kandidatov in ni, dajmo reči, da bi sedanji župan šel na volitve. Torej v prvem krogu običajno zmaga obstoječi župan, ki uspe obraniti svoj položaj, drugače pa je zelo težko. Jaz mislim, da je seveda eden od favoritov za vstop v drugi krog, ker je tudi kampanjo zelo prepoznavno začel in upam, da bo nekako tudi z mojim županom zgradil te odnose. Predvsem zaradi tega, ker je zelo pomembno, da bi res na Obali vzpostavili boljše sodelovanje med občinami, kot je dobro izpostavil. Odličen primer je bila ta obalna cesta. Tukaj sta izolska in koprska občina skupaj zelo dobro sodelovala, tako pri lobiranju v Ljubljani, kot tudi pri pripravi papirjev vnaprej, torej kako se bo uredilo, kakšna je vizija ureditve tega prostora in ta del sodelovanja je zelo dobro potekal. Malo je treba razumeti, da je na Obali tudi, tako kot vsi opazijo seveda velik razvoj Kopra, je na drugi strani tudi neko sovraštvo nekaterih v določenih občinah, predvsem političnih krogov, ki se potem širi tudi v javnosti in ne vem, kaj je tukaj razlog. Torej ni cilj, da bi zdaj Koper dominiral, ampak je cilj, da se ta ritem razvoja nekako razširi na celotno Obalo. Bomo ta ritem pospešili po oglasih, se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, zakaj smo ali nismo ponosni na Izolo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno kandidat za župana Izole Evgenij Komljanec in naš stalni komentator Sebastian Jeretič. Pogovarjamo pa se o županskih volitvah v Izoli. Gospod Komljanec, predlagam, da probamo malo pospešiti tole našo današnjo debato in predlagam, da si zdaj pogledamo en krajši video posnetek, kaj ste obljubili ob nastopu funkcije direktorja zdravstvenega doma Izola. Si upam trditi, da bi se dalo boljše in tudi mi bomo boljše poslovali. Zdaj rekli ste, da si upate trditi, da se da bolje poslovati kot vaša predhodnica na mesto direktorice zdravstvenega doma in da boste bolje poslovali. Ste to svojo obljubo uresničili? Vsekakor smo uresničili. Ko sem prevzel zdravstveni dom nazaj, je bilo izgube približno 206, ko sem zapustil zdravstveni dom, je bilo v bistvu razlike prihodkov nad odhodke, se pravi dobička 200 000, ko sem prišel nazaj, je bilo recimo minus 200 000. Ste bili pa odsotni 2 leti, ne? Na funkciji, če prav razumem. Na kar smo pol konsolidirali zadevo počasi in smo tudi naredili velik razvojni ciklus, tako da zdaj v 2 letih imamo 30 novih zaposlenih, imamo nove bi rekel, nove programe, nove zdravnike in vse skupaj. Je pa res, da letos gre malo slabše, ker tudi je celo zdravstvo trenutno podfinancirano, ampak to je le trenutna situacija, kajti vsi te programi prihajajo v bistvu kasneje financiranje. Tako da dejansko to je zdaj že drugič, ko sem saniral zdravstveni dom in na to sem zelo ponosen. Še bolj ponosen kot na Izolo in zdaj bom pa na Izolo še bolj ponosen kot na zdravstveni dom, če bom župan. Razumem. A je tudi Izola potrebna sanacija? Kako ocenjujete trenutno stanje recimo v občini? Ali pa trenutno stanje jaz ocenjujem vseeno, da je solidno. Trenutno je situacija, bi rekel, konsolidirana, tako da je pravi moment za en nov razvojni potencial. Se pravi, da lahko štartamo z precej urejeno hišo in to je zelo pomembno. Kajti, ko je nastopil ta župan svojo funkcijo, so bile razmere kaotične, na računu je bilo neporavnanih obveznosti 2 800 000 evrov. Sedanji župan je te zadeve uredil. Problem Izole je, da je zelo zadolžena, ima 11 milijonov dolga, v bistvu 10 milijonov ima občina, 1 milijon ima komunala, s tem, da je proračun v bistvu 23 realiziran 17 in da ima samo 3 milijone investicijskega denarja. To je pač problem, ki bo cokla tega hitrega nekega razvoja. Kot pa je rekel gospod Jeretič, Izola ima velik potencial in tu bo treba dobiti nove
bi rekel, modele, kako te stvari urediti, se pravi z nekimi partnerstvi, ki bi lahko omogočili Izoli primiren razvoj. Ne razvoj za vsako ceno, to bomo Izolo bomo čuvali, ne bomo pustili investitorjem, da nam jo pozidajo kar tako, ampak bomo šli v nek razvoj, konceptualni, ravno ko govorim v tej duši, bolj v te družinske hotele in da bi se investiral precej lahko tudi domač kapital in da bi disperziran bil ta rizik. Sebastian, kako pa recimo z demografsko sliko v Izoli? Dosti krat slišimo mi, ki nismo od tam, ki zadeve poznamo bolj nedaleč, da je zelo veliko pač priseljevanja, posebej se veliko govori o priseljevanju pač albanske populacije. Kako je zdaj s to demografsko sliko po tvoje? Kdo dejansko zdaj odloča o tem, kdo bo župan Izole? So to neki stari mehčani, ki so tam že več generacij, ali je vendarle več teh novodobnih, teh, ki so se kasneje priselili v Izolo? Kdo je tisti, ki je tukaj po tvoje odločil? No, ti priseljenci so zagotovo dosti bolj številčni, kot so bili pred leti in so tudi disciplinirani volivci, sploh ko se z nekom dogovorijo, tako da zagotovo imajo veliko težo. Je pa tako, da Izola, prej si omenil, da je mogoče mesto, kjer greš bolj mimo. Ja. Precej mladih družin se je preselilo v Izolo, tudi razni prijatelji, s katerimi se pogovarjam in v glavnem so zadovoljni z življenjem tam. In kot je rekel Evc, torej gospod Kolenc, odhajajoči župan, je dejansko to osnovno delo občine stabiliziral. Tukaj ni nobenega problema. Problem je ta, da razvojni korak Izole naprej je izjemno zapleten, zato ker so tista zemljišča, na katerih je ta razvoj možen, zapletena z raznimi stečaji in drugimi problemi. Dosti se je lahko tudi v medijih bralo o tem, recimo tam od ladjedelnice do Rude, do te nove obalne poti, ena ogromna fleka, kjer lahko nastane res popolnoma nov turistični resort, ampak tam je problem, da so zemljišča razparcelirana, bilo je na 10 firm mogoče, ki so šla ali v stečaj, ali so bili kakšni drugi problemi, tako da tle gre za izjemno zapleten problem, ki bi ga težko občina čisto sama rešila. Tle je tudi veliko bank vpletenih, ki imajo čez zdaj ta zemljišča in jaz mislim, da ne bo problem Evcu toliko to, da ima občina samo 3 ali 4 milijone investicijskega denarja, ker je to denar, ki je seveda za urejanje, dajmo reči, osnovne občinske infrastrukture, za ta razvojni skok bo zagotovo nujen privatni kapital. To ne more biti breme občine, zaradi tega, ker je tudi cena zemljišča, če bi ga zdaj hotel odkupiti, zelo visoka, ker je bila seveda precenjena. Pred časom se je govorilo recimo, da je tista fleka že samo zemlja vredna 60 milijonov, ker so jo pač cenilci tako napumpali zaradi tistih fiktivnih kreditov in hipotek, ki so potopili številna gradbena podjetja v Sloveniji. Vidim, da si res zelo dobro obveščen o stanju v občini Izola. Mogoče kdaj prihodnje, če se preseliš, lahko ti kandidiraš za župana. Ne, hvala. Uživam v Kopru, sploh z družino in predvsem otroci uživajo v enem modernem mestu, ki res ponuja vrhunski standard življenja. Evo, gospod Komljanec, ene bodoče konkurence ste se znebili potencialne, ampak naši gledalci, ki pridno tvitajo, tudi me dodajo, imajo za vas dve vprašanji, gospod Komljanec. Prvo je, nekatere skrbi, da odhajate na funkcijo na mesto, kjer boste imeli nižjo plačo in jih pač zanima zakaj. In drugo vprašanje je, kaj menite o tem famoznem umetnem otoku pred Izolo, kot vemo je zadnji zato lobiral tudi pri zdaj spet gospodarskem ministru Počivalšku, gospod Janez Zemljarič. Kaj pravite na te dve stvari? Jaz pravim, da je ravno prvo vprašanje glavni problem slovenske politike. Kajti menim, da v politiko morajo odhajati ljudje, ki ne hodijo tja zaradi plače, ampak ki so že prej nekaj pokazali v življenju in da jim ni potrebno biti župan zaradi plače in da imajo te stvari že urejene. To je problem ne samo na lokalnem nivoju, tudi na državnem nivoju in tudi če smo že tu, ker noben si ne upa izpostaviti, jaz lahko povem, da pač zagovarjam, da bi bili politiki enako plačani, kot so primerljivo v gospodarstvu, se pravi za enak budžet, da bi v proračunu recimo ene gospodarske družbe in za število zaposlenih imeli enako plačo kot v, bi rekel, kliničnem centru eno veliko podjetje. In nikakor ni primerno, da ima recimo direktor kliničnega centra enako plačo ali pa 500 evrov manjšo kot direktor zdravstvenega doma. To mislim, da se ustvarja že vrsto let v Sloveniji.
ena negativna selekcija, ampak to lahko in si upajo povedati samo ljudje, ki niso odvisni od te plače, ko so v politiki. Kajte, ko enkrat je gospod predsednik Pahor to izpostavil, so ga hmalo linčali. Prej slej bomo to mogli na glas povedati bomo pa lahko samo ljudje, ki smo neodvisni od te plače. In jaz dejansko ne grem za župana za plačo, ampak grem delati tja, rad bi delal, veliko delam, profesionalni, neprofesionalni. V župan je tudi po moje smešno vprašanje, važno je, koliko ur ti na dan delaš za župana. Jaz vem, če bom župan, vsi, ki me poznajo, vem, da bojo 24 ur župan in ne glede, ali bom dobil pol plače ali celo plačo ali pa nič plače. Zdaj vi, gospod Komljanec, v resnici niste nek nepopisan list papirja, ne? Ampak če zdaj pogledamo recimo izbrali smo nekaj teh časopisnih naslovov, ki v bistvu se nanašajo na vaše dosedanje delo in tudi vašo sedanjo kandidaturo, ne? Se pravi, tu je eden, zdravstveni dom Izola ni dokazal zakonitega poslovanja, PBS unovčila denar zdravstvenega doma Izola, ta je meni najbolj všečna, ta se sicer ne nanaša na vas, ker to ste vi preprečili, namreč z rešilci bi naj vozili tudi na Čevapčiče zdravnike in nov in star obraz, pa še stric iz ozadja, ta je pa zadnji recimo iz Primorskih novic. A mislite, da je prednost vaša ali pomanjkljivost to, da niste nepopisan list papirja, se pravi, da imate neko kilometrino za sabo, kjer pač so tudi verjetno stvari, ki vam jih lahko kdo, ki si ne želi vaše izvolitve, očita? Noben od teh zapisov v bistvu direktno ne gre na mene, ta od PBS v bistvu gre na dr. Kalanovo, ki je takrat posodila denar Mabri, 150 000 evrov. Ta zadnji, da se vozijo na Čevapčiče, je bilo v nekem sporu, ki sem jaz izjavil, zato da smo uredili določene stvari in v bistvu uvedli sledenje na rešilce. Prvi zapis je pa v bistvu en zapis, ki ni povezan z ničemer, ampak dejansko gre za to, da je občina naročila revizijo zdravstvenega doma in ni pokazalo nepravilnosti. Odkar sem se pa odločil, da grem kandidirati za župana, smo imeli vrsto preiskav, tudi protikorupcijske komisije, bi rekel, tudi so, ne vem, vsaj 20 anonimk je bilo napisanih in do zdaj ni nič resnega, da bi prišlo ven. Izgleda, da ste resen kandidat, ne? Sebastian, kako ti ocenjuješ, bo imel gospod Komljanec, se opravičujem, podporo lokalnih medijev na Obali, ali jim bo nevaren na kak način, kako ti to ocenjuješ? To pa zdaj težko ocenim. Mogoče zaradi tega, ker nima več podpore Popoviča, mu bodo mediji bolj naklonjeni. Mogoče so se prej tega bali, ker lokalni mediji pa v Kopru sovražijo župana in vse okrog njega in je to zelo, zelo vidno. Zato smo tudi naredili naš občinski medij ekoper.si, na katerem lahko berete poglede in informacije strani občine. Lokalni mediji so res malo specifični, sploh Obala je taka zelo, zelo zapletena, kar se tega tiče, od RTV centra v Kopru in posebnih novinark iz tistega miljeja in do odnosa Primorskih novic, tudi predvsem do koprskega župana. Jaz upam, da bo imel vsaj fair, za razliko od tega, kar se je pred leti recimo tudi nam dogajalo, da bodo korektno predstavljali njegovo delovanje in program in da ne bo imel takih težav, kot smo jih mogoče imeli mi. Gospod Komljanec, zdaj, koliko vas vidim, niste ravno, ne zgledate nek konflikten tip. Kako vi ocenjujete ta svoj odnos z mediji in tako naprej? Pač računate na korektno obravnavo ali veste, da lahko pričakujete tudi kakšna polena pod noge? To je zelo v bistvu relativno vprašanje. Izola kot taka, kot je prej gospod Jeretič povedal, je tudi kot vidimo, on zelo dobro pozna podrobnosti iz Izole in tako jih pozna marsikdo drugi. V vsakem primeru Izola zelo zanimiva za investitorje in tu imam jaz mogoče malo drugačen koncept razvoja Izole, kot si jo želijo te veliki lastniki zemljišč in tu si vsekakor potekajo določene akcije iz ozadja, tako da pričakujem mogoče pred volitvami še kakšen napad name, so pa že dosti tega pokurili, tako da dejansko, če bi bilo kaj prav hudo resnega, bi se že Če vas prav razumem, pa se ne bojite, da bi kaj prehranili čist za konec, ne? Tudi če prihranijo, pač nič hudega, to je normalno, mislim, vsak človek, ki dela, lahko kaj pogreši. Vem, da delam korektno, pošteno in da če smo se kje kaj zmotili, bomo popravili. Sam sem tudi preden sem se spustil v župansko tekmo dobro premislil, kaj vse to povleče za sabo. Kot ste sam rekel, nisem nepopisan list papirja.
z vsem nahrbtnikom, ki ga imam, bi rekel, da sem že bil v politiki, bil sem že podžupan občine Izola, bil sem predsednik LDS-a od Postojne do Portoroža, bil sem v bistvu nekako spremljal politiko, tako da 12 let sicer nisem bil v politiki, tako da sedaj sem na nek način nov obraz. Ne sme pa biti to, bi rekel, ovira, to je kvečjemu izkušnja, predvsem pa se mi zdi zelo, zelo, zelo pomembno, da je človek lahko samostojen in vsem tem ljudem reče, da pač tako se ne bo tu delalo in tudi v zdravstvenem domu imam pozicijo, da lahko postavim pravila igre na nek način, ravno zato, ker nisem odvisen od te plače. Tudi na občini, če je župan odvisen od plače, on sigurno ni primeren pogajalec z bankami, ki obračajo milijarde. Ampak ta otok pred Izolo umeten se bo gradil, če boste vi župan? To je spet zelo kompleksno vprašanje. Otok, kot tam vsi poznavalci vejo, da trenutno v gradbenem dovoljenju, če kdo razmišlja, da bi se lahko iz tega drugega tira navažala tja zemlja, to je, bi rekel, malo tako pesek v oči, se to ne da, ker je na gradbeno dovoljenje vezano, da se ves material vozi v Salonit Anhovo. Se pravi, tu bi mogli iti skozi cel proces zamenjave zakona in tako naprej. V vsakem primeru Izola rabi nek valobran pred burjo, zdaj kakšen točno bolj bo to otok, ali bo to pomol, ali bo to neko nasutje, ali bo to nekaj bo treba tam narediti. Zdaj, v kakšni obliki, koliko veliko, to bo treba neke logične presoje. Vemo, da tudi tu je zelo čuvana trava Pozejdonka, ki jo v Sloveniji zelo čuvajo, kaj zelo dobro, kar odobravam. Hkrati bi pa vseeno mogli včasih dati na vago nek razvojni moment z nekim, bi rekel, neskončnim čuvanjem okolja. S tem, da se ne razumemo narobe, jaz sem zelo za čuvati okolje, imam rad naravo, ampak vseeno v nekih, bi rekel, momentih treba pa mogoče za nek razvojni efekt mogoče malo drugače pogledati na stvari. No. Gospod Zemljarič, se je že kaj oglasil pri vas? Ste že bila kaj v kontaktih? Gospoda Zemljariča nikoli v življenju nisem videl, verjetno ga niti ne bom, razen na televiziji, ali pa ga tudi bom, to ni pomembno. Kot pravim, mi smo neodvisni, jaz sem neodvisen, nihče ne stoji za mano, nihče pred mano, da bi lahko kakorkoli vplival na mene, financirali bom kampanjo, bom sam, šel bom pokončno v to zgodbo Ponosni na Izolo, ne bom se pač, z vsemi bom sodeloval, vse bom vabil, da me pač podpirajo, nisem pa pripravljen pred nikomer skloniti glave. Prav, si bomo vzeli zdaj še en krajši predah, ampak ne odhajate, gledalke in gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo z našim stalnim komentatorjem in z našim gostom, gospodom Komljancem, podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Gospod Evgenij Komljanec, kandidat za župana Izole, ne moremo končati naše današnje oddaje, brez da bi vas vprašal o verjetno najbolj znanem vašem sorodniku, gospodu Igorju Bavčarju. Mislim, da sta bratranca, ne? In čeprav vem, ste vi od njega odkupili hišo in zdaj vam on plačuje najemnino. To drži? Drugo drži, prvo ne drži. Igor Bavčar je bratranec od moje mame. Se upravičujem. V osnovi sicer ne odgovarjam na osebno vprašanje, ampak tej temi, glede na to, da kandidiram za župana, se ne želim izogniti. Točno tako, jaz sem od Igorja Bavčarja odkupil leta 2010 hišo in sedaj je pač on oziroma njegova žena. To je že pred 8 leti. To je že pred 8 leti, preden so začeli vsi te postopki. In dejansko je zdaj on v najemu in ne vidim tu nobenega problema. Je v redu najemnik, redno plačuje najemnino? Plačuje redno najemnino, se trudi, je priden, je tako korekten najemnik. Ja. Hvala. Sebastian, če lahko v enem stavku ima gospod Komljanec kakšne možnosti za izvolitev za župana ali je bolj sodelujoči v tej tekmi? Jaz mislim, da ima zelo dobre možnosti najprej za uvrstitev v drugi krog in če se uvrsti v drugi krog, je tekma seveda povsem odprta. Je pa res, da bo zelo razpršeno zaradi res obilnega števila kandidatov. Razumem. Najlepša hvala še enkrat, gospod Komljanec, za vaše gostovanje v naši oddaji. Hvala tebi, Sebastian, za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bila zdravo politična 184. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali domoljubne slikanice in pogrome proti oglaševanju.
Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.